V državnem zboru poteka razprava ob interpelaciji ministra za izobraževanje, znanost in šport Jerneja Pikala. Prvopodpisani Jože Tanko je ob začetku razprave poudaril, da slovenska javnost pričakuje odgovore v zvezi s projektom Državljanska vzgoja, pri katerem je sodeloval tudi minister. Pikalo ni odgovoril niti na en očitek iz interpelacije, kaj šele, da bi ga zavrnil, pravi Tanko. Pikalo po oceni premierke Alenke Bratušek odgovorno vodi pomembno ministrstvo, zato interpelacija zoper njegovo delo nima nobene resne osnove. Po mnenju Jerneja Pikala pa je interpelacija zoper njega nedopustna, saj v času, na katerega se nanaša, ni bil minister. Predlagatelji po njegovem mnenju zlorabljajo institut interpelacije. Ali bomo v Sloveniji dobili višji davek na dodano vrednost? Dvig DDV-ja je koaliciji kot prvi ukrep po padcu nepremičninskega zakona na Ustavnem sodišču predlagal finančni minister Uroš Čufer. Splošna stopnja bi se verjetno dvignila za 2 odstotni točki, znižana pa za pol odstotne točke. Novi ukrep bi začel veljati s 1. majem, vlada pa bi ga lahko sprejela že na četrtkovi redni seji. Kot je znano, dvigu oziroma uvajanju novih davkov najbolj nasprotuje Državljanska lista. Da novih obremenitev ne bo, pa so se partnerji zavezali tudi v prenovljeni koalicijski pogodbi. V Sloveniji so se cene življenjskih potrebščin marca na mesečni ravni zvišale za 0,8 odstotka, k temu je prispevala predvsem nova kolekcija obleke in obutve. Na letni ravni je bila inflacija 0,6 odstotna, povprečna 12-mesečna rast cen pa je bila 1,3 odstotna. Javnofinančni primanjkljaj je konec prejšnjega leta znašal dobrih 5 milijard evrov oziroma 14,7 odstotka bruto domačega proizvoda. Letos se bo znižal na 4,2 odstotka BDP-ja, se bo pa dodatno povečal dolg in sicer na skoraj 81 odstotkov BDP-ja. Murskosoboški odvetnik Boris Štefanec je kljub številnim pozivom k odstopu v zadnjih tednih prevzel vodenje Komisije za preprečevanje korupcije. Posle prevzema sam, saj sta njegova namestnika odstopila kmalu potem, ko se je izkazalo, da je Štefanec iz Pozitivne Slovenije izstopil tik pred imenovanjem. Postopek iskanja novih namestnikov še poteka. Cene naftnih derivatov se bodo opolnoči spremenile. Neosvinčeni 95-oktanski bencin se bo podražil za 0,3 centa, podražil se bo tudi 100-oktanski bencin in sicer za 0,9 centa za liter goriva. Cena dizelskega goriva se bo znižala za 0,6 centa. Pocenilo se bo tudi kurilno olje. Delavci gostinca Zvoneta Štormana so do nadaljnjega zamrznili stavko, ki se je začela sredi prejšnjega tedna. Predsednik stavkovnega odbora je povedal, da so jim varnostniki v petek zaprli dostop do parkirišča pred Štormanovim gostiščem v Šempetru, kjer so ta teden nameravali stavko razširiti z 2 na 4 ure. Delavci zahtevajo izplačilo vseh zaostalih plač in poravnavo prispevkov, saj že 4 leta nimajo plačenega pokojninskega zavarovanja. S predlogom za stečaj podjetja bodo počakali do odločitve celjskega okrožnega sodišča o Štormanovem predlogu za uvedbo prisilne poravnave. Davčna uprava je v prvem svežnju odposlala skoraj 500 milijona informativnih izračunov dohodnine za lani. Zavezanci jih bodo na dom prejeli po navadni pošti v naslednjih dneh. Rok za ugovor na danes odposlane informativne izračune se izteče 30. aprila. Premalo plačano dohodnino morajo zavezanci doplačati do 30. maja, preveč plačana dohodnina pa bo na račune nakazana 8. maja. Vsi skupaj bodo morali doplačati skoraj 40 milijonov evrov, davčna uprava pa bo zavezancem vrnila skupaj dobrih 65 milijonov evrov. Naslednji sveženj bo odposlan 30. maja. Jutri bo sprva še precej jasno, čez dan bo najprej več koprenaste oblačnosti, popoldne pa bo predvsem na zahodu ponekod občasno zmerno oblačno. Ponekod bo pihal jugozahodnik, najnižje jutranje temperature bodo po nekaterih planotah na Notranjskem in Kočevskem malo pod 0, drugod od 0 do 7, najvišje dnevne pa kakšno stopinjo nižje od današnjih. V sredo bo večinoma sončno, popoldne bodo v severnih krajih posamezne plohe. V četrtek bo nekaj več oblačnosti, predvsem v zahodni polovici Slovenije. Okrepil se bo jugozahodni veter. Danes v Dnevniku televizije Maribor. Kaj o dvigu davka na dodano vrednost menijo podjetniki, obrtniki, potrošniki? Predsednik države Borut Pahor je danes obiskal razpadajočo osnovno šolo Ljudevita Pivka na Ptuju. V Mariboru so v soboto začeli praznovanja ob 850. obletnici pisne omembe mesta. Novice Štajerske, Pomurja in Koroške ob 18.